UNESCO prepoznava vlogo filozofije predvsem pri njeni pomembnosti, pri preseganju kulturnih različnosti, pri doseganju miru, pri doseganju dialoga med različnimi civilizacijami in podobno. Zato se UNESCO tudi zavzema za poudarjanje filozofije v osnovnih šolah in tudi v vrtcih, oziroma v samem izobraževalnem sistemu, v smislu učenja kritičnega mišljenja do današnje sedanjosti oziroma današnje družbe in njenih problemov. Neka refleksija, ki je v tej materialni družbi sicer nimamo. Odziv študentov in tudi širšega kroga izvednega oddelka je bil v bistvu nad pričakovanji, kar pomeni, da so bila predavalnice premehne. Po mojem je v bistvu sploh za prvoletnike na nek način zelo ustrezno in zelo merodajno, da se jim prikaže različne smeri znotraj filozofije v enem tednu in da lahko prisluhnejo tudi zunanjim predavateljem, vidijo to heterogenost filozofije današnje, oziroma kot se je izrazil eden izmed predavateljev, obstaja eno deblo filozofije in različne veje, ki med sabo sploh ne more več komunicirati, ko so šli to vsak k sebi, da se študenti s tem seznanijo in da se lažje znadejo. Da se jim v bistvu v začetku študija poda vsa ta heterogenost, ki jih lažje orientira tudi po svojih lastnih interesih. A so na predavanje profesorjev, obiskovalci bolj množico hodili ali bolj na predavanja gostujočih predavateljev tega maratona? Ja, po mojem so na predavanja gostujočih predavateljev seveda šli malo bolj množično, čeprav zelo težko reči, ker je v bistvu zelo odvisno od posameznega profesorja. Ampak seveda se študenti zavedamo, da nimamo možnost vsak dan iti na predavanje gostujočih profesorjev in mogoče že iz čistega virca, kot da nam je bila neka možnost, da nam gostujoči profesor pove neki, oziroma prikaže nek način, oziroma nek pristop k filozofiji, ki nam sicer ni podan. Nekaj me ful zanima, a je bil ta Žižkovo predavanje ful naključno zdaj? Ja, Žižkovo predavanje je padlo čist gola koincidenca v ta sam teden. Žižek sicer je bil, okotetno me veze zdaj verjetno, ampak je bil povabljen k sodelovanju v maratonu in se povabilo ni odzval, čeprav je čist po samem naključju verjetno se opadlo, da bi bil ravno v istem času v Sloveniji. Zaradi tega malo manj obiskano predavanje dveh profesorjev na filozofski fakulteti v času maratona, kot bi bilo sicer huda konkurenca.